Društvo Svit, ki letos praznuje svojih 30 let obstoja, je v letu 1992 nastalo na pobudo staršev mladostnih odvisnikov, ker so se zaradi skupne stiske želeli povezati in zato naredili skupino za samopomoč za starše. Društvo Svit je nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje v bistvu na področju prepovedanih drog. Namenjena je predvsem aktivnim uporabnikom drog in njihovim svojcem. Seveda se ukvarjamo z laično, strokovno javnostjo, tudi z, rekreativnimi uživalci prepovedanih drog. Društvo si prizadeva zmanjševati škodo, ki nastane ob uporabi prepovedanih drog, pri kateri pride tudi do prenosljivih bolezni. Slednje je prioriteta društva. V društvu pa se posvečajo še naslednjim dejavnostim. Potem pa seveda informiranje, svetovanje uporabnikom, tudi širši javnosti, tudi tem, ki so mogoče rekreativni uživalci prepovedanih drog. Večkrat se na nas obrnejo tudi starši mladoletnikov, ki ne vejo, kako bi, se soočali s to problematiko. Predvsem gre tudi za reintegracijo naših uporabnikov, da ni te stigme. Dnevni center je uporabnikom na voljo vsak delavnik med 7:30 in 13:30. Naši uporabniki ponavadi že zgodaj zjutraj pridejo sem, spijejo kavico, sok, potem pojejo kakšen obrok, potem malo tega prehajanja v noter. In potem odvisno od tega, kaj uporabnik v tistem danem momentu potrebuje. Včasih je to zgolj pogovor, včasih pridejo sem po sterilni material ali pa ga vrnejo, ne. Izpolnimo kako vlogo za center za socialno delo, recimo, ki je v tem smislu. Potem seveda tudi pomagamo, kadar se nekdo odloči za zdravljenje, a ne. V dnevnem centru imamo tudi v bistvu na uporabo 2 računalnika, kjer lahko naši uporabniki brskajo po spletu. Pomagamo jim tudi recimo pri, ko imajo kako bivanjsko problematiko, recimo pri iskanju dela, če so zainteresirani. Potem pa tudi pri nas imamo testirno točko. Sodelujemo z Drogart iz Ljubljane in v bistvu omogočamo tudi anonimnim uporabnikom, da se oglasijo v naš center in v bistvu dajo drogo na testiranje, se pravi, da ne zaužijo nekaj, česar ne poznajo. Poleg tega pa je uporabnikom v dnevnem centru omogočeno tudi kreativno izražanje, saj tam lahko ustvarjajo in se preizkušajo v ročnih spretnostih. V dnevnem centru so tudi različne aktivnosti za uporabnike. Včasih igramo karte, imamo kakšen kviz, ustvarjamo zdaj recimo že za novo leto, se pripravljamo, take aktivnosti v bistvu, ki njih zanimajo. Brezdomnim uporabnikom omogočajo tudi pranje oblek in shranjevanje osebne lastnine. Društvo Svit pa poleg aktivnosti v dnevnem centru izvaja tudi delo na terenu. Terensko delo, se pravi, pokrivamo v 4 različnih občinah obalnih z pomočjo 2 terenskih vozil. Da delo približno poteka podobno kot v dnevnem centru, no, ampak gre predvsem za to, da v terenskem vozilu lahko ponudimo v bistvu anonimno nekako individualno svetovanje, potem seveda tudi menjavo sterilnega materiala, jih usmerjamo tudi v dnevni center, potem izvajamo tudi kakšne prevoze. Dnevni center obišče približno 40 uporabnikov na dan. Naši uporabniki so predvsem moški, sicer v povprečju, tam 40 do 45 let, se pa tudi pojavljajo že starejši uporabniki, seveda tudi, in tudi z mlajšimi imamo stik, recimo tudi do 30 let. Uporabniki se v dnevnem centru počutijo varno in sprejeto, ker je to eden izmed edinih prostorov, kjer niso stigmatizirani. Dobijo, vso pomoč, ko sistem odpove, a ne. Jaz pravim sistem, to so prijatelji, partnerji, družina, potem pa seveda tudi mogoče včasih državne inštitucije, a ne. Dejansko tukaj dobijo vso potrebno pomoč, motivacijo. Društvo Svit pomoč nudi tudi družinam, ki se vključujejo predvsem, ko gre za mlajše uporabnike. Za konec pa nas strokovna delavka Andreja Pajenk opominja, da je mesec november tudi mesec preprečevanja odvisnosti. Ja, november je mesec preprečevanja odvisnosti in mogoče bi povabila vse, ki imajo kakršnokoli vprašanje, dilemo ali težavo na temo prepovedanih drog, da se vsekakor obrnejo na nas. Naj to ne bo neka tabu tema oziroma neka stigma, da ne bi poiskali pomoč, ker dobro je poiskati pomoč, v začetnih fazah. Dnevni center društva se začasno še nahaja na Ferrarski ulici 5A v Kopru, svoje nove prostore pa bodo kmalu dobili na glavni avtobusni postaji v Kopru.